Od malega je bila moja želja, da bi moji otroci odraščali na podeželju, tudi sam sem tam odraščal. Po srednji šoli sem šel študirati agronomijo, ker sva s Tankom skupaj žulila študentske klopi v Mariboru, in ob koncu študija mi je pristopila starejša gospa in me poprašala, če bi skrbel za njo in bi mi predala kmetijo v neposredni soseščini. Nič nisem okleval, na tej kmetiji tudi potem zgradil svoj dom. Ta želja, da so mi 3 otroci odrasli na podeželju, na kmetiji, se mi je uresničila. 2 že danes tudi ob svoji redni službi kmetujeta, sin na manjši kmetiji pri tašči, hčera na malce večji vinogradniški kmetiji, najmlajši študent pa še vedno pomaga pridu na najini kmetiji, hkrati pa tudi študira. In mogoče se sliši ta zadeva, da je to del neke romantike, idile, neke čednosti, kot ste vi rekli, na podeželju. Vem, da se tudi vi zavedate, tako kot sam, da so tudi na podeželju številni problemi. Tudi sam se iz mladosti spominjam najbrž tako kot vi, da je kakšen od mlajših, mogoče bi rajši šel na bazen ali pa, ne vem, na nogomet, kot pa pomagati na njivo, na travnik. In tudi marsikateri iz naše vasi je v moje generacije zapustil domače okolje, so starši ostali sam. Vendar res še danes po vseh teh letih, ki so se mi zdaj že kar malce nabrala, ugotavljam in trdim, da je življenje na podeželju še vedno tisto in da je to tisto okolje, ki omogoča normalen razvoj človeka, da živiš v zdravem okolju, da živiš med poštenimi ljudmi, delovnimi ljudmi. Po drugi strani tudi trdim, da je slovensko podeželje eno najlepših v Evropi in da je poseljeno podeželje v Evropi tudi garant za to, da bo Evropska unija takšna, kot je, temelječa na teh naših vrednotah, tudi obstala. Zato prihajam med vas, da kot pobudnik tega koncepta o tem tudi spregovorim in poskušam razložiti, kaj pravzaprav pametne vasi so. Spoštovani župan, hvala za to priložnost, za gostiteljstvo. Pozdrav tudi kolegici vaši iz grada, kolego iz Radenc, ki sta se nam pridružila kot župana. Pozdrav tudi kolegom v omizju in pa vsem vam, ki boste nocojšnji večer prebili tu z nami. Z vašim okoljem me marsikaj tudi že ve, že večkrat pridem v ta okolja. Kot sem že dejal, smo skupaj študirali v Mariboru. Včasih smo na začetku se bolj težko razumeli, ko je šla pa fešta proti koncu, smo se pa že vsi zelo dobro razumeli in tudi bili, predvsem tisti, ki prihajamo iz vinorodnih okolij, še kar odlični kolegi in se še danes poznamo. Spremljam vaš razvoj, tudi vidim, da je prihod avtoceste v to okolje naredil kar hitre napredke, da je cela vrsta pametnih ljudi v teh okoljih, ki že marsikaj tega, o čemer bomo zdaj tudi danes govorili, že počne, zato ne prinašamo neke rešitve, ki so revolucionarne, povsem nove, zagotovo pa bo tudi kaj takih rešitev, ki bodo prišle prav v prihodnje. Vesel sem tudi na to, da sva s kolegom Žerjavom, ki so bila takrat ministra v vladi, kar malce pomagala, da smo pospešili tale vaš pomurski vodovod, vse te sisteme in da je tudi Evropska unija na tak način pomagala k temu razvoju. Zdaj, sam tudi prihajam iz podobnih okolja, kot ste vi. To je vas, ki je zagotovo vsi poznate, to je Volki kamen, veliki kamen mi pravimo. Je zraven malega kamna, ki se na tej strani ne vidi, ampak to vam še najbrž kaj dosti ne pove. Smo pa v bistvu že, to je tudi moja domačija gor, smo že na robu znotraj Kozjanskega parka, podobno kot je Goričko, ta cesta, ki tu teče, ločuje, tako da tisti, ki smo na zgornji strani ceste, smo že v Kozjanskem parku, sicer pa še v občini Krško. Tu sem, tudi ko sem že začel s tem svojim kmetovanjem,
v tej vasi živijo in dva moja brata, domačija, starejšega brata, ki je na kmetiji, tudi sin je tu v neposredni bližini, pa tudi naš nasad, kjer preko vikenda z ženo, pa tem najmlajšim sinom, ki sem ga omenil, še pridno sadjarmo in tako da, kako kmečko delo v praksi poteka, mi je zelo znano, zato ni treba mi nikomor v Evropskem parlamentu, ki je dolgo poslušati, da mi razloži, kako to poteka in mi časi to tudi kar prav pride. S politiko sem se začel ukvarjati relativno zgodaj, kot po koncu študija sem postal predsednik krajevne skupnosti, bil potem 13 let v tej krajevni skupnosti domači, tudi potem 13 let župan v občini Krško, potem me je pot vodila preko nacionalnega parlamenta, tudi preko Ministrstva za kmetijstvo v Evropski parlament, ki je zdaj že drugi mandat, delujem v odboru za kmetijstvo in pa v odboru za regionalni razvoj. In tu mi je pri tem mojem delu, ko smo govorili veliko o trendih današnjega časa, ko smo govorili o digitalizaciji, o demografskih trendih, me je enostavno prepeljalo vse skupaj do tega, da sem začel z razvojem tega koncepta pametnih vasi, ki želi odgovoriti na to, kaj narediti na podeželju, da bomo bolje živeli, da bo podeželje poseljeno, kajti tistih, ki govorijo o mestih, o pametnih mestih, je dovolj in je vedno več v Evropi, pa tudi veliko več sredstev se zadnja leta zliva ravno v te mestne sredine. Tako da poznamo vsi, da je na podeželju en kup problemov. Prvi problemi so praznjenje podeželja in to ni problem, ki bi bil samo v Sloveniji. Generalno se svetovno gledano ljudje vedno bolj pomikajo v mesta, vedno večja centralizacija, urbanizacija, ki ima za posledico kar določene trende, tokove, ki so slični vsem kontinentom in tu so neke številke, ki govorijo o napovedih, kaj bi naj se zgodilo s prebivalstvom tu v tej naši okolici in to primerjava, koliko bi naj prebivalstvo po večini se zmanjšalo, v nekaterih državah tudi povečalo od leta 1989 do leta 2050 in tu vidimo, da so države, kot so Bolgarija, kjer bi naj se za 39% zmanjšalo prebivalstvo, Romunija čez 30%, Bosna blizu 30%, Srbija 24%, tudi Hrvaška 22%. Podobno so še tudi nekatere druge države, Sloveniji se napoveduje, da bi naj se v teh letih še za 3% povečala, kasneje tudi padec. Tam je Avstrija z teh naših koncev, ki bi naj imela neko večjo rast, tudi na račun priseljevanja in trendi, ki so v teh državah, so zelo značilni, da ljudje velikokrat najprej iz podeželja v mesto, potem pa iz mesta v tujino, včasih pa tudi kar direktno in recimo Srbija je izgubila v 15 letih preko 800 tisoč ljudi po številu, s tem, da je pa Beograd za 300 tisoč ljudi večji. Se pravi, Srbija pa padla iz slabih 8 milijonov na 7 milijonov in to so trendi in na te trende na nek način zelo opozarjamo in poskušamo iskati rešitev. Zdaj, to je neka slika enega propadajočega kozolca, s čimer želimo upozoriti na te probleme, ki jih ima podeželje. Slabša infrastruktura, ki jo, hvala Bogu, v zadnjih letih tudi s pomočjo evropskih sredstev gradimo na podeželju, še vedno pa je, ne vem, pri širokopasovnih povezavah v Evropi polovico manjša pokritost Evrope z širokopasovnimi povezavami na podeželju, kot je v mestih, kjer je že 90%. Pomanjkanje delovnih mest na podeželju, tu vemo, nam nekdo že vztrajno govori o tem, koliko kil je bilo treba včasih predelati za zaslužek in kako so ta razmerja podirajo, kar pomeni, da je vedno večja storilnost, vedno več zemlje potrebno imeti in je kmetijstvo premalo delovnih mest. Po drugi strani iščemo po tem nadaljevanju rešitve, kaj na tem področju narediti, hkrati pa zelo pomembno, da so tudi mala in pa srednja podjetja aktivna na podeželju. Otežena mobilnost ljudi, če recimo kot neke 3 take ključne razloge, zakaj pride do tega izseljevanja in pa premika ljudi. Na drugi strani se nam dogaja to, kar je iz te slike vidno, da poleg teh problemov, ki jih ima podeželje, so zelo veliki problemi tudi v mestih, od teh konic na cestah do, če hočete, premalo stanovanj, draga stanovanja. Na drugi strani vedno večji problem tudi z
kriminalom, ne nazadnje v teh velikih državah, kot so in velikih mestih, večmilijonskih, ki jih imamo po Evropi, je to tudi počasi neko prostor, kjer se ustvarjajo ta geta, kjer nekateri enostavno ne uspejo se vključiti uspešno v družbo in tudi nazadnje cela vrsta drugih problemov se nahaja v mestih. Tako da mislim, da je potrebno nekaj na tem področju narediti in poskušamo v tem našem konceptu in ravno v pametnih vaseh poiskati to, kar pravzaprav naslavljamo s temi problemi. To je ta slika, ki smo jo na nek način dali v to današnje ozadje z vaših koncev in v bistvu v celem v rešitvah, ki jih na nek način nakazujemo in poskušamo zato tudi pridobiti kasneje vire, nakazujemo na to, kako zainteresirati mlade na eni strani, da ostajajo na kmetijah in na podeželju in po drugi strani tudi kako izkoristiti te priložnosti, ki jih danes digitalizacija ponuja, pokriti podeželje z temi širokopasovnimi povezavami in pa to, kar na nek način koncept pametnih vasi razlikuje od koncepta pametnih mest, dati v ospredje predvsem posameznika človeka. Pri pametnih mestih gre običajno za to, kako narediti neke koncepte, biznis modele, velika podjetja, big data in bo nekdo urejal to v prometu, drug v energetiki, tretji na drugem področju. Velikokrat so pa ob teh rešitvah ljudje pozabljeni. Zato so pri teh stvarih zelo pomembne tako imenovane socialne inovacije, ne zgolj tehnološke, s kateri mislimo o tem, kako naj se ljudje skupaj spravijo, kaj ne naredijo za to, da bojo tudi kot posamezniki v takem okolju se dobro počutili, imeli kvalitetne pogoje za bivanje, tudi za delo, pa po drugi strani, da pridijo tudi ljudje radi v takšne konce. Če gremo skozi ta področja, kmetijstvo, danes imamo tu eminentne predstavnike med nami, ki nam bodo govorili o tem, kako je kmetijo treba predati, drug, kako je treba prevzeti, kako z sodobnim ekološkim kmetijstvom, s povezovanjem priti na trg in ustvariti nova delovna mesta, odgovarjati na te izzive, ki so vedno bolj pred nami z področja okolja in podobno. Precizno kmetijstvo je nekaj, o čemer bo zagotovo Stanko spregovoril, ki vedno bolj daje neke rešitve, kot je to ta slika, ki prikazuje robota, ki je povezan preko ovratnice krave, poznamo z krmilniki, kjer se enostavno potem tudi učinkovito rabijo viri, kot je krma. Po drugi strani imamo celo vrsta rešitev za precizno gnojenje, precizno namakanje, precizno škropljenje, ker je enostavno v borbi zdaj za čim čistejše okolje, čim manjši vpliv na okolje strani kmetijstva, marsikaj možno postoriti. In tu noter je cela vrsta rešitev, ki se tudi, kot bomo nadaljevano videli, v kmetijski politiki za naslednje 7-letno obdobje pojavljajo. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah vedno bolj pomembne, kako z dodano vrednostjo produktom ustvariti to delovno mesto, direktno stopi na trgu, e-strojni krožki, kako narediti to, da v tem času, ko vsak posameznik enostavno ne bo več mogel kupiti te drage mehanizacije, da ne bo prisiljen, zemljo samo prodati ali pa dati najem, ampak da plača storitev, da pride nekdo to narediti. To se druge že precej bolj poslužujejo kot v Sloveniji, imate pa tudi v Prekmurju že odlične primere, ko se te storitve upravljajo in v bistvu se potem tudi možnost, da se ohranijo te manjše kmetije. O mobilnosti na podeželju je z nami Marko Zevnik, ki prihaja iz diagonale Slovenije, danes iz Brkinov, ki bo predstavil koncept sopotniki, ki se zelo razširil po Sloveniji in omogoča brezplačen prevoz starejših ljudi, se pravi, ni Uber, kjer bi želel milijone dolarjev narediti, ampak druge rešitve zelo zanimivo, verjamem, da vas bo prepričal. Marsikje, kjer smo bili, so župani potem na glave skupaj, pa sem na naslednji predstavitvi že videl, da je potem že tudi kaj ratal novega. Upam, da se tudi pri vas kaj takega zgodi. Turizem je na podeželju ena od stvari, ki je zelo pomembna, takih pogledov, kot jih imamo tu, z Goričkega dol proti dolini, so evropski turisti zelo željni in sami to dobro veste, da radi prihajajo v takšne konce. Na podeželju je cela vrsta priložnosti, od kmetij, turizma na kmetijah, do tega, kako kmetijske produkte vključiti v neko destinacijsko ponudbo.
odlično delate tudi okrog zdravilišč, okrog, če hočete, v Lendavi, vinarium in podobne zadeve, tako da so stvari, ki dajejo velike priložnosti. V okviru pametnih vaseh recimo poudarjamo, kako pomembno je dobra širokopasovna povezava, kako pomembne so te rezervacijski sistemi, biti povezani enostavno ob vsej tej osnovni dejavnosti, ki je, rabiš zelo hitro nekaj tudi iz te področje digitalizacije. Zato tu ne želimo nekega pametovanja, kot smo v uvodu slišali, pa jaz se včasih pošalim tudi podobno, kot ste se vi, da zopet ko tam pometuje na selo, kot bi v nekem drugem jeziku rekli, ampak kako to uporabiti kot orodje, zato da je učinkovitejše, enostavnejše delo, kadar je potrebno, če pa ni potrebno, pa hvala Bogu, da ni treba imeti teh aparaturc pri sebi. Naslednje področje, energetika. Zelo izzivalno področje. V Evropi vedno bolj se govori o novih energetskih konceptih, o tako imenovanem aktivnem odjemalcu, se pravi tisti, ki smo porabniki elektrike, da bomo na nek način vključeni v oskrbo, v energetske sisteme. In recimo področje GEN-I smo predstavljali ta odlični njihov koncept, ki ga so drugi že povzeli, oziroma je znan sončna elektrarna, toplotna črpalka, po možnosti še baterija na steni, na drugi strani kakšen električni avto in v bistvu samooskrbna zadeva, povezan še v ta preko te sodobne tehnologije blockchain, to je GEN-I razvil, da si enostavno postaneš kot tisti, ki si nek del sistemske rezerve ali pa drugače, če zdaj vrže ven TEŠ ali pa nekaj druga, morajo en kup plinskih central zakuriti, da je hitra elektrika nazaj v omrežju. Oni ponujajo storitev, da ti nekaj plačajo, če te smejo za 1 uro izklopiti iz toplotne črpalke, da ni več ogrevanja, poberejo elektriko iz baterije in v bistvu na tak način enostavno je sistem spostavljen. Tako da energetika, poznamo daljinske sisteme z lesno biomaso, številni primeri na področju vetrnih elektrarn, ki so se pokazali predvsem v tem pasu ob Severnem morju, kjer so šli na teren, ne tako kot pri nas, dajte nam prostor, da bomo izkoristili vaš prostor pa zaslužili elektriki, ampak jim ponudijo, ne vem, v zadrugi, ki jo ustanovijo energetski za to, deleže posameznikom, ljudem, občinam in so potem solastniki tistih vetrnih polj. In na takšen način lažje tudi to družbeno sprejemljivost dobimo. Tako da energetika je zagotovo nekaj, kar bo zopet v naslednjih letih dal zelo velik, in slišali ste zdaj o tem Green Dealu, o katerem govorimo v Evropski uniji, in tu noter jaz mislim, da moramo skupaj spraviti do teh modelov, s katerim bomo tudi te sredstva, ki bodo za to namenjena, tudi izkoristili. Naslednje zelo izzivalno področje, dolgotrajna oskrba starejših. Vemo, da v Sloveniji zelo šepamo na tem, bistveno manj porabimo kot v drugih državah za dolgotrajno oskrbo, polovico manj kot je evropsko povprečje, staramo se pa ravno tako kot ostali Evropejci. In tu bo nekaj potrebno storiti in v teh konceptih smo ravno v Posavju naredili preko Lidra en prav eno študijo, 4 doktorji so delali tudi svetovne primere, dali noter, pa tudi mislim, da je bilo Goričko vključeno v ta študijo noter, kjer smo pa še druga področja, kjer smo ravno iz analize stanja ugotovili, kaj vse od dolgotrajne oskrbe lahko počnemo na podeželju. Od, ne vem, te pomoči na domu, ki jo bi zagotovo lahko tudi upravljali preko javno-zasebnega partnerstva, do kakšnih dnevnih centrov na podeželju, kjer bi ljudje preživljali tiste dni svoje jeseni v aktivnem okolju. Na drugi strani številni modeli, kjer se zdaj že tudi iz tega tako imenovanega EFSI sklada financirali ali domska oskrba, ali prav kot ta kampus je na podeželju, kjer se ljudje bivajo, kjer je elektroenergetsko samooskrbno, prehransko samooskrbno, tudi razmisleki so o tem, kako večje hiše razdeliti na več manjših enot, v katerim bivajo lahko ljudje po tem principu varovanih stanovanj in podobno. Tako da jaz mislim, da moramo v naslednjih letih na tem področju te rešitve pokazati in jih je že veliko v Sloveniji tudi in enostavno omogočiti tistim, ki bodo dolžni za to, da poskrbijo za dolgotrajno oskrbo, da to naredimo tudi za javne finance po sprejemljivih cenah, kajti če damo vse v dome, bo zelo drago, pa še konec koncev nihče si tega ne nazadnje ne želi.
E-zdravje, naslednje področje, to je primer Slovenj Gradca, kjer imajo in, če hočete nadaljavo, spremljanje krvnega pritiska, sladkorne bolezni, lahko spremlja stanje sladkorja, ali ti zdravila delujejo. Po drugi strani so modeli, ko so enostavno prevoze v bolnico rajši organizirali, da se na terapije vozijo podobno kot dializni bolniki 4-5 na teden v bolnico, namesto da bi ležal v bolnišnici. Tako da področje zdravja, kjer je zopet veliko denarja, je digitalizacija tista, ki bo marsikaj tudi spremenila v naslednjih letih in tudi še čakalne vrste bi lahko redili najbrž, no, če me vprašate, če bi bili malce bolj iznajdljivi v tem področju. Zdaj, to so neka področja, katera sem naštel in v nadaljevanju bomo pokazali en filmček, da to niso samo neke stvari, ki se dogajajo ali pa si izmišljujemo, ampak je Evropska komisija prav financirano Evropsko združenje tisti, ki skrbijo za podeželje in so zbrali na dobre primere in v tem 3-minutnem videu se pokaže malo ta dimenzija, česa vse se lotevamo v projektu pametnih vasi. Jure je tisti, ki bo poskušal zagnati tole. Life in a village has both its advantages and its downsides. Smart Villages is about rural people who take the initiative to find practical solutions, both to the downsides and to the exciting new opportunities arising locally. Smart means using every tool available. Digital technology is just one of them. It means thinking beyond the village itself, involving the surrounding countryside, groups of villages, small towns, and links to cities. Smart means building new partnerships. There is no one model for smart villages. It's about local people taking stock of local assets, drawing on the best available knowledge, and taking action. Thousands of rural communities across Europe are doing just this, often supported by EU funds. Many smart villages are responding to downsides like depopulation. But even when the population is growing, low density and an aging population makes it difficult to sustain essential rural services. For example, in Lapland, northern Finland, there are more reindeer than people, and it can take up to 16 hours of traveling to reach the capital, Helsinki. To overcome their remoteness, people in this region have launched a wide range of projects for renewable energy, broadband, distance learning, social care, and cultural activities. Take the healthcare services, for example. These projects brought routine medical consultations to the village's doorstep by means of mobile clinics and high-speed internet connections. But smart villages are also responding to emerging opportunities. In southern Germany, for example, researchers have teamed up with locals in launching Digital Villages, an initiative that is finding digital solutions for people living in rural areas. These platforms and apps are enhancing local services for e-commerce, communication, and e-governance. Smart villages are also about moving on to a low-carbon economy. For instance, in Catalonia, northeastern Spain, 11 leader local action groups teamed up in developing software to monitor energy use and calculate the costs of a transition to using more renewable energy and reducing consumption. Projects like these are springing up all over Europe in fields such as transport, education, food and farming, care, energy, digitization, and many more. Rural areas are part of the solution to wider challenges. Don't wait. The opportunities are already there. Bring your community together and make the best use of your local assets. Zdaj v vašem koncu upam nam pravo besedo rekel, da se nič ne da, da pravite, da se nič ne da narediti, če ni penezov, ne? Se pravi, da je nekako do denarja priti. In zdaj v nadaljevanju poskušal prikazati, kaj pravzaprav tudi načrtuje se v okviru tega 7-letnega obdobja, ki je v Evropski uniji neko proračunsko obdobje, tukaj ni proračun za 1 leto, ampak je za 7 let, spremljate, da se o tem pogajamo. In za te ukrepe, ki sem jih zdaj našteval, je pričakovati tudi podporo.
preden pa sploh lahko o podpori govorimo, pa tudi o sinhronizaciji te podpore, je povsod potrebno to zavedanje, da se morajo države območje enakomerno razvijati. In v podporo tega enakomernega razvoja še naprej ostaja kmetijska politika kot tista prva, ki pomaga po eni strani v prvem stebru predvsem kmetom, kmetijom, da obdelujejo, da se na nek način tudi izvajajo ukrepi te kmetijske politike, da se delno pokrije tudi ta razlika v ceni, ki je običajno na trgu manjša kot je proizvodna in se omogoča nek razvoj kmetij. V programu razvoja podeželja je poleg razvoja kmetij že tudi del denarja, ki je namenjen za razvoj vasi in te podobne ukrepe na vasi, o katerih smo govorili. Kot sem že prej omenil, v regionalnem skladu to je sklad, ki je večji, 3-krat, 4-krat večji od programa razvoja podeželja, je bilo doslej v tej perspektivi samo 5% denarja za pametna mesta in nič za podeželje. Sam sem uspel z amandmajem in v parlamentu smo prišli skozi, da bi po novem morali biti tudi 5% za podeželje, znotraj tega tudi en delež namenjen za prav projekte v okviru pametnih vasi in tu noter mislim, da lahko se zdaj pripravimo na te projekte skupaj. Socialni sklad je tisti, ki pokriva predvsem tista področja zdravstva, dolgotrajne oskrbe, tudi to v teh skladih je kar precej možnosti, da se lahko take ukrepe pokriva. LEADER program poznamo, da združuje na nek način tudi zdaj prva program razvoj podeželja in pa regionalni sklad, po novem je tudi socialni sklad in marsikakšen projekt na podeželju se skozi LEADER skeme in to povezovanje da narediti. Več od tega upam, da dobimo tudi z novo vlado, ki bo bolj razumela potrebe podeželja in da bo podoben program, kot je bil pred 7 leti ta program razvoja regij, kjer se je ravno iz regionalnega sklada prav za podeželje, kjer smo se takrat sem bil še v županski vlogi, na regionalnem nivoju dogovorili, zakaj bomo to porabili. In v okviru teh rešitev, pa tudi Horizona, ki so pa raziskovalni projekti, kjer se neke novosti, ki jih je tudi v kmetijskem in pa drugih sektorjih potrebno narediti, je cela vrsta priložnosti. Tako da jaz razumem, da je to o teh evropskih sredstvih veliko govora, da tudi zamujamo, je pa tu med nami kar precej tisti, ki intenzivno delajo na teh področjih ali v LEADERju ali v okviru kmetijske politike, regionalne politike in prepričan sem, da smo v stanju pripraviti primerne projekte. Druga naloga, kar je zelo pomembno, da je to tudi skupna naloga, poleg od evropskih sredstev naprej, ki so tudi omejena, da je pa neka koordinirana aktivnost od občin, držav, Evropske unije, pa tudi nevladnega sektorja, zasebnega sektorja. Občine, upam zdaj napoved je, da bo že povprečnina boljša, da se osnovna infrastruktura lahko zgradi. Država je zelo pomembna, da ne ukinja, če hočete, zdravstvenih domov ali pa da je to razpršeno na podeželju, da je sociala poskrbljena na podeželju, da konec koncev tudi banke, da bi bile še pa pošte, kar je v zadnjem času problem. Kot sem že dejal, Evropska unija na svoj način to pokriva, kot sem prej že porazložil. Pomembno pa je, da so tudi take ustanove, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica in ostali, ki pokrivajo, povezujejo, pripravljajo projekte na terenu, da enostavno dobro med sabo sodelujemo. Kar je ključno in me veseli tudi v Evropskem parlamentu, vedno bolj me tudi obiskujejo, ker me poznajo potem, da ta projekt širim tudi različni predstavniki podjetniškega sektorja. Tisti, ki delajo, aparature za zdravstvo, so se oglasili in so začnejo razlagati, kaj vse je možnega, ko tehnika hitro napreduje, tudi narediti na podeželju. Podobno z ostalimi stvarmi, tako da v enem kompletnem tem dobri sinhronizaciji teh aktivnosti je enostavno potem tudi možno to vse skupaj spraviti skupaj. Zdaj, zakaj prihajam sem in zakaj tudi kar precej po Sloveniji krožim v zadnjem času in kaj želim povedati? Želim to, da imamo zelo pomemben trenutek, ko bomo za 7 let naprej, plus še 2-3 leta, se prav za naslednje desetletje, si kompas nastavili in dorekli, kaj bomo delali.
Če želimo, da bomo uspešnejši pri vsem tem, kar je bilo doslej, je zelo pomembno, da se tu na lokalnem nivoju, kot zdaj sedimo skupaj, sede skupaj, priprav projekte, vizijo, kaj želimo narediti, da bomo enostavno dost organizirani, glasni, da bomo tistim, ki zdaj bodo pripravljali operativne načrte za naslednjih 7 let na nivoju vlade, uspeli to, kar mi mislimo, da je za lokalni nivo, za razvoj koristno, tudi spraviti v okvire teh ukrepov, ki bodo tudi podprti. In v tem delu, kot sem že dejal, je naloga na lokalnem nivoju, da vsi tukaj dobro sodelujemo, pripravimo te stvari, na drugi strani pa na državi, kjer bom tudi sam poskušal in to sem ker hitro se naše vlade mejujejo, sem z vsemi doslej že tudi počel, pa verjamem, da tudi v tej kompoziciji, ki zdaj prihaja, da bo razumevanje in da bomo lahko pripravili, da bomo potem zelo hitro lahko ta sredstva črpali in pa imeli odgovor na te izzive današnjega časa. Ko hodim po Evropi, vidim, da je, in še enkrat lahko rečem, da je Slovenija ena izmed držav, ki ima velike priložnosti, da na tem področju postane ena od najnaprednejših držav. Ta teden sem bil v Španiji, blizu Portugalske, kjer je na enkrat večjem področju, kot je naša, enkrat manj ljudi, in ko oni govorijo o tem, kakšne so njihove perspektive, moram reči, da smo mnogo boljši. In sam sem, kot sem že večkrat tudi na glas dejal, verjamem, da smo Slovenci dovolj pametni, dovolj delovni, dovolj kreativni, da znamo to spraviti v življenje in da lahko enkrat, za razliko od mnogokrat drugič, ne samo, da smo počasni sledilci nekih sprememb, ampak ustvarjamo spremembe in tudi na takšen način odgovorimo na izzive današnjega časa. Ko sem po tem, kaj pa mislim, da je naša slabost, pa kje se mi lahko še popravimo in kaj nas pravzaprav ločuje od tistih, ki so najboljši v Evropi, je predvsem kultura sodelovanja. Ko bomo začeli med sabo bolj sodelovati, ko bomo en drugim tudi privoščili uspeh, verjamem, da bomo tem bili najbolj pametno podeželje v Evropi. In upam, da bomo tudi nocoj z primeri, ki sledijo, še to potrdili, kaj že počnemo, v naslednjih letih pa spravili življenje to, o čemer zdaj govorim. In jaz, tako bi rekel, če malo spremljam, kaj se v Sloveniji dogaja, in dajmo si predstavljati, da nam uspe polovica tistih, ki se danes morajo dnevno voziti v Ljubljano, vem, da s Pomurja jih je to čez 3000, če pol teh obdržimo v Pomurju, da imajo tudi kvalitetno delovno mesto, da lahko popoldne posvetijo družini in pa okolju, v katerem živijo, kakšen velik dvig je to na kakovosti življenja. In jaz sem prepričan, da smo to sposobni narediti in upam, da skupaj z dobrim sodelovanjem pa z aktivnim delom na vseh ravneh tudi v naslednjih letih to storimo. Hvala za vašo pozornost.